Mogoče še 10 let nazaj smo se pogovarjali o tem, da je treba nekako preusmerjati študente, bodoče študente, dijake iz nekih področij, recimo govorili smo o družboslovju na področje naravoslovja, tehnike. Danes bi težko rekli, da bo to rešitev, zato ker nam dejansko primanjkuje strokovnjakov praktično na vseh področjih. Ne samo inženirjev, primanjkuje nam zdravnikov, zdravstvenega osebja, pedagoškega osebja in ob upoštevanju dejstva, da imamo praktično najnižjo stopnjo brezposelnosti v zadnjih 30 letih, to jasno kaže na to, da nas je premalo. Se pravi, edina rešitev bo, da se začnemo ukvarjati tudi s privabljanjem študentov iz drugih držav, primarno seveda iz tretjih držav, in na ta način bomo mogoče lahko na nek daljši rok. Vemo, da sam študij traja 5 let, se pravi 5 do 10 let nekako zadovoljili potrebe po teh novih kadrih, seveda z uvozom študentov iz recimo Indije. Vemo, da v Afriki imamo potencial mladih, ki želijo priti v Evropo in mislim, da se da to izkoristiti tudi pri vpisu na slovenske univerze.